Pozabite na soseda, ki je kupil rabljen Audi iz uvoza. Pozabite na župana v njegovem novem Passatu. Danes je v vas prišla diplomacija. Ej, a mi greš po en burek? Seveda, gospod Anže. Sem šel kar raje ven iz mesta, ker me vsi gledajo, kot da sem prišel podpisati kakšno mirovno pogodbo. V bistvu sem šel pa samo na malco. Ja, takšen učinek ima Honči H5, pa čeprav je to pri nas njihova najmanjša limuzina v ponudbi. No, besedo najmanjša tukaj jemljte z rezervo, ker H5 v dolžino meri dober centimetrček manj od 5 metrov in tudi med osi ima okrog 3 metre. Da si boste lažje predstavljali, to je povsem na nivoju Audija A6 ali pa Mercedesa E. Vse bi naštel še kakšnega manj premijskega predstavnika, ki bi bil s ceno bolje poravnan, ampak jih skoraj ni več v ponudbi. Mazdina šestica je samo še na elektriko, Passat je samo še karavan, Super pa verjeli ali ne, je manjši od tega. Če ne gledam na ceno, moram vseeno ostati med premijskimi predstavniki, ker je Honči najstarejša in tudi najbolj prestižna kitajska znamka avtomobilov, no za linije pa skrbi v bistvu isti oblikovalec, ki je včasih risal zunanjosti Rolls-Royceov. Zato je ta sprednja maska hudo markantna in tista rešetka tam spredaj dovolj velika, da bi lahko v bistvu obrnil pa na njej pekel čevape. Zdaj vem, odkot BMW dobiva navdih. Sem vam hotel pokazati večji H9, pa ga brezplačno ponujajo vsem, ki bi želeli imeti hudo limuzino za poroke in je bojda ves čas zaseden. Tudi takšen manjši H5 je tukaj zadaj prava limuzina. Evo, prostore imam več kot dovolj in čeprav tukaj ni mizic ali pa zaslončkov, mi udobja ne manjka. Trije lahko sedijo tukaj, čeprav ne vem zakaj bi, dvema se bo godilo mnogo bolje, tudi zadnjici si lahko dasta ogrevati, predvsem je pa tukaj na sredini še en tak širok naslon za roke, evo, ena pijačka mi manjka, predalček imam, gremo. Celotna notranjost je seveda v usnju in izgleda precej impresivno, meni denimo je zelo všeč, da ta sredinski zaslon ne štrli takole ven kot pri večini ostalih avtomobilov. Tukaj niti ne deluje, kot da bi nekdo samo na hitro vrgel tablico na armaturno ploščo, ampak je precej lepo integriran v celoto in to kljub temu, da je zelo velik. In prav je, da je avtomobil zelo prijeten tukaj spredaj, ker to je še tisti segment limuzin, kjer lastnik vozi sam in nima svojega voznika. Za kaj takšnega je večji H9. Sem prej razmišljal, da bi se pripeljal pred ljubljansko mestno hišo, bi ziher kakšen novinar takoj sklepal, da so dobili pomemben obisk z Kitajske, pa bi bila kje kakšna novička. Ampak se mi ne da izzivati. Tudi zato ne, ker moram kaj povedati še o sami vožnji. Recimo, da je H5 presenetljivo lahek, praktično od vseh tekmecev je lažji za 100 oziroma 200 kg, zato takšen kljub 5 metrom dolžine tehta samo 1635 kg in zato 2-litrski turbobencinski motor s premikanjem nima absolutno nobene težave. Z mesta do 100 recimo se požene v samo 7,8 sekunde. Zapeljati je prava limuzina, predvsem umirjen in dovolj tih, zelo lepo blaži, kar je tudi posledica majhne lastne mase. 2-litrski bencinski motor ponudi 160 kW moči, to je 218 konjičkov in 340 Nm navora preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, no pa se ta moč prenaša k sprednjima kolesoma. Takšen zelo nenaporen je namesto vozniške dinamike, pa raje uglajeno požira kilometre in v tem pogledu je v bistvu prava limuzina. Tih, prijeten, krasen, tudi takrat, ko se bo treba peljati do Dunaja in to v enem kosu. Sem ravno zadnjič gledal seznam opreme in je tukaj spodaj nekje 15 različnih asistenčnih sistemov, ki bdijo nad mano in skrbijo za varnost. Zračno blazino imam v bistvu celo tukaj za zaščito kolen in vse to za ceno, ki vam jo pa sporočimo v oglasnem bloku.